Dobrodošli v rubriki Zgodba zate. To je pripoved, ki si vzame čas. Zgodba za poslušanje. Zgodba za ta trenutek. Pravljice za vse generacije Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Deklica, ki je posojala zaupanje. V neki vasi je živela deklica, ki ni posojala denarja, ni posojala stvari. Posojala je zaupanje. Ni bilo videti, da ga ima veliko, pa vendar ga je vedno našla, ko ga je kdo potreboval. Vsako jutro je odprla vrata, na stežaj, samo toliko, da je skozi šla svetloba in da je skozi šel človek. Kdor je prišel z nečim v žepu, z napako, z dolgom, z besedo, ki jo je prelomil, ali s strahom, da jo bo. Deklica ni spraševala veliko, ni iskala dokazov, ni tehtala, kdo si zasluži. Samo rekla je, danes ti verjamem. In to je bilo vse, kot da bi človeku za hip podala roko, da ne pade vase. V vasi so govorili, da je premlada, da še ne razume, da jo bodo izkoristili. Deklica je poslušala in ostala pri svojem, kot da ve nekaj, česar odrasli pozabijo. Nekega dne je izginila torba. Ni bila velika, a bila je tuja in zato glasna. Ljudje so začeli ugibati. Kdo je vzel, kdo je videl, kdo je bil zadnji. Sumi so tekli hitro, hitreje kot voda po žlebu, in končali so pri dečku, ki je bil vedno preveč tih in vedno malo samosvoj. On je, so rekli, vedno stoji ob strani, vedno gleda v tla, vedno nekaj skriva. Deček ni znal govoriti, ne tako, da bi ga slišali. Stal je na trgu in držal roke ob sebi, kot da so pretežke. Deklica je prišla. Ni prišla pomembno, pompozno, samo prišla je. Stopila je do dečka in rekla, poglej me. Deček je dvignil oči, v njih ni bilo obrambe, samo utrujenost. Deklica je rekla, če ste vi gotovi, potem bodite gotovi tudi jutri, ko se izkaže drugače. Ljudje so se razjezili, ker so hoteli rešitev, ne ogledala. Deklica je stopila prednje in rekla tiho, če mu ne verjamete vi, mu danes verjamem jaz. In položila je svojo roko na njegovo ramo, ne kot ščit, kot most. V tistem trenutku se ni zgodilo nič velikega, nihče ni zaploskal. Torba se ni čudežno pojavila, a nekaj se je ustavilo. Besede so postale počasnejše, pogledi manj ostri in sram je našel prostor, da pride ven. Pozno popoldne je nekdo prinesel torbo. Starejši mož. V rokah jo je držal, kot da ga peče. Rekel je, jaz sem jo vzel. Ne zaradi stvari, zaradi občutka, da me nihče več ne vidi. Na trgu je nastala tišina. Ne tista tišina, ko se človeka ujame, ampak tista, ko se človeka končno prepozna. Ljudje so gledali v dečka, nekateri niso našli besed, nekateri so našli opravičilo, nekateri so našli le rdečico. Deklica ni rekla, saj sem vedela, ni rekla, vidite, samo obrnila se je k dečku in rekla, zdaj si na vrsti ti, komu boš verjel jutri. Deček je dolgo molčal, potem je rekel, tistemu, ki se bo bal prositi. To je bila zgodba zate, Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Zgodba o tem, da zaupanje ni nagrada za brezhibnost. Včasih je posojilo, ki človeku pomaga postati boljši. Hvala, ker ste prisluhnili. Ostanite z nami in zgodbo tudi prihodnjič.